En dan nazaj vas je Alien mama na Instagramu vprašala, ja, še vedno to počnem. Kateri video hočete videti? Scary ozadje, zgodbe resnične o kartunih, kateri resnične zgodbe o pravalcah, ki jih vsi poznamo po Disney risankah, ali hočete videti video o piramidah in elektriki, ki so jo skoraj ziher proizvajale in se odločili za risanke. Dobite ga, obljubam, kuj nasleden, ampak prej en drug. Scrollam po TikToku in vse se vrti okrog te podmornice, ki ste izgubila na dnu Atlantika, ko so šli gledat freaking razbitine Titanika, plačali 250 000, četrt milijona, zato da so šli basically umreti. In ja, zgodba mi je bila fascinantna, očitno obožujem vrhove gora in globine morja, tako da moram to zgodbo prej uriniti, dokler dejansko še ni 150% kaj se je zgodilo in gremo v ta video. Začeli bomo pa s tem videom od Simpsonov, ki so itak povedali, kaj se bo zgodilo. These waters contain some of Mother Nature's most stunning creatures. Haha, that's what you get for being luminous, jerks. Homer, look! The treasure of Piso Mojado! Hey guys, we found the treasure. When I get to shore, I'm bringing it right to the bar. I'll see you soon, Homer. We got somebody else coming in. This is WA3QIZ. Do you read me? Seymour, isn't it about time you made a real friend? Mother, please. I'm communicating with my fellow hams. How do I talk? Push this button here. You're all losers! Oh, which way did Mason go? That must be him over there. Ja, ne morem verjeti, Simpsonovi tako kot vedno basically napovejo prihodnost, kot očitno namestno vic bomo vsi sam še gledali Simpsonove in pač jim verjeli, ker preprosto imajo vedno prav. Oziroma, ne sam za nazaj ali sprot, oni vnaprej pač vejo. Danes je torej četrtek in najbolj žalostna stvar je, da danes v zgodnjih urah tam med 8 in 9 po času United Kingdom, ker je v bistvu 1 uro preč od nas, a ne? Oziroma, po drugih podatkih tam okrog 12 ure danes v četrtek, ker je zdajle ta moment zame, 3 ure nazaj naj bi njim uradno zmanjkali kisika. Imeli so 96 ur kisika in pot njihova se je začela v nedeljo in končala se je po vsej verjetnosti, če ne prej, pač zdaj, ko je zmanjkali kisika. Razen če svojo logiko vklopam, je tudi opcija, da se jih je par na krovu že umrli ali pa eden in je pač za druge par ur več kisika, ampak to je itak čista špekulacija. Torej še vedno poteka jasno iskanje te podmornice na dnu Atlantika v zelo velikem okrožju, pa je za velikost 2 Connecticutov, ampak ta 5-članska ekipa, ko se je so se odpravili za zelo kratko pot, bili so očitno prepričani, da bo vse kul, ker so sabo vzeli samo sendvič, majhen vode in to je to. Mislim, da ne bi sam potop do tam trajal neke 2 ure in ne vem, koliko so planirali za nazaj, ampak ne bi bil zelo hiter izlet oziroma ekskurzija, kot temu rečemo. Treba je razumeti, da ekskurzij dol do Titanika je zelo malo, zato so to drage, ker je treba dejansko narediti to podmornice, plovila, jih regulirati, imeti znanstvenike in vse to plačati, in zato grejo tako redki in leta 2023 ne bi bila samo ena taka ekspedicija in tudi to je bila ta ekspedicija. Leti 2021 in 2022 so tudi imeli podobno, skoraj enako ekspedicijo, ki je pa uspela. Podmornica je bila del 8-dnevne odprave, ki jo je pa vodil Ocean Gate Expeditions, ki se ukvarjajo izključno samo s tem baje. Torej peljati povprečnega turista do razbitin Titanika. Jaz, hvala lepa, bom ostala kar na vodnih videih. Kaj zdaj Titanik, to so zelo tako nenatančne informacije, ampak nekih 800 km od Nove Fundlandije, na nekih slabih 4000 metrih oziroma 4 slabih kilometrih globine. Podmornica, ki je izginila, podmornica, ki jo še vedno iščemo in je izginila s temi 5 člani, je pa podmornica imenovana Titan. Na plovu je en pilot in 4 potniki. Vsi so tam verjetno že kregali tukaj v komentarjih, kako ste se
na TikToku pod videi to, da so gor so milijarderji, prav billionaires. In jih po defaultu malo hejtamo, ki si mislimo, če bi oni denar med vse razdelili, bi bili vsi bogati, ja, ni vse v tem. Kot vidite, zelo očitno ni vse v tem, ker so ostali na dnu morja oziroma nek plovejo, najbrž ne živi. In mislim, da ta video, zdaj kuj povem, da ni prostor za stresanje jeze nad njih, ni prostor za zasmehovanje. Boleče je, da gor sta bila oče in sin, en Pakistanski, imel sina 19-letnega študenta in ga je mogel gledati pač umret en drugega, a veš. Potem vmes sta drug milijarder, ki je imel sploh fetiš na nore stvari, ker je šel že v vesolje, šel je že na najgloblje točke oceana. Da ne govorim o tem, da je gor valjda tudi direktor tega Ocean Gate Expeditions, ki ne morete si predstavljati na tej točki, ki so dojeli, da so zabluzili, da mogoče ne bojo preživeli, da verjetno ne bojo preživeli, da umirajo, da imaš gor nekoga, ki je odgovoren za to, kriv za to, ki ti ni garantiral tega, da boš ven prišel, kakšna jeza se zgodi in kaj pol. Vsi preživijo, umrejo, se stepejo, pobijajo, ne vem, glede na to, da če en manj živ, bo za drugega več kisika in je mindfuck meni vse to razmišljati. Torej, ta podmornica Titan je izgubila komunikacijo s svojo matično ladjo. Matična ladja se je imenovala ladja Polar Prince in izgubili so komunikacijo manj kot 2 ure po samemu štartu misije. Zdaj vam pa vključim tole, koliko shit je bila ta podmornica, oprostite mojim besedam. It's got one button. And that's it. Yeah, so we run the sub with this game controller. It's made by Logitech, but it's basically a Sony PlayStation style controller. If you want to go forward, you press forward. If you want to go back, you press back. You want to turn to the left, it's like that. You want to turn to the right, you turn to the right. Ne bom nič drugega govorila kot navadnemu kontrolerju, kot ti PlayStation 4, ker jaz PlayStation 4 doma igram, tako so jo oni navigirali in cela podmornica je imela en gumb. Tako da kako ne pomisliš kot freaking milijarder, da ga greš dol, da je to ni okej, pa da ne vem, kako še nazaj gor prišel, pač, I don't know. Podmornica ima več različne informacije, ne bi bila notranjost kot za en minivan, ampak zunanjost za 21 metrov, ker je full, tako da mogoče sem to narobe slišala. Ma eno samo okno. Torej, ko si not ne gledaš ven, ampak samo spredaj je eno okno in tam se gužvaš in probaš kaj videti, ampak tam, kjer so oni, če so na dnu, je popolna, absolutna tema in itak ne vidiš nič, sploh če ni luč požgana. Vsaja opcija, da je podmornica eksplodirala, ampak 3. in 4. dan vojaška plovila, ki so tam krožila, očitno imajo neke radarje in so zaznala poke, ampak ti poki so bili sinhroni, torej, da bi en zbijal od znotraj in to se zazna očitno iz vode in iz tega so sklepali, da so oni 3. 4. dan bili še vedno živi in klicali na pomoč, ker je še bolj mogoče heartbreaking, glede na to, da tudi, če bi jih zdaj locirali ali pa en dan nazaj, ne bi imeli pojma, kako je gor potegniti. Ne bi imeli pojma. Torej, bi vedeli, ki so, ampak jim po vsej verjetnosti ne mogli pomagati. Ok, Alien mama tukaj naslednji dan tole snema, torej imamo update, potem malo zatem, ko sem snemala, so najdel, kakor bi rekla, dele te njihove podmornice Titan, tega plovila, ki pač nakazujejo, da je po vsej verjetnosti implodirala in implodirala naj bi že takoj, ko so zgubili stik s tisto ladjo zgoraj, s tistim princem. Po vsej verjetnosti so samo pač na eni točki implodirali, padali dol in to je to. Meni je kar tragično, da so padali dol po vsej verjetnosti nekih 200 metrov preč od premca Titanika. Niso pa najdeli konkretno ostankov, samo par delov, ki nakazujejo na to, da pač karkoli se je že zgodila katastrofa. Potrjeno so to deli Titana, tako da obviously ni opcije, da bi kdorkoli preživel v tem primeru, niti jih ne bi najdel trupel, ker so likvifirani, pač izdejanili so se čist, pač ne moreš najti trupla. Vedno postaja opcija, da je podmornica tudi implodirala oziroma eksplodirala. Treba je razumeti dejstvo, da je območje iskanja ogromno, zaradi tega, ker podmornica, če je še cela, je tako narejena, da ob krizi splava navzgor. Torej, če ni splavala, ali je eksplodirala, ali pa se je zataknila, ali se je zataknila med skale, ker ti desperate v tem primeru, ali se je dejansko zataknila med Titanik. Ampak če pa je kam splavala, je pa še toliko bolj grozen, ker jo ne išče samo na vrhu vode, na dnu, ampak povsod vmes in volumen te vode je neskončen. Se pa predstavljate not posadko na robu smrti, ki verjetno izgublja upanje in ni sedežev, dejansko je samo taka površina, kjer pač se usedeš, kamor se usedeš. Niso vzeli hrane, niso vzeli vode in tam je neskončen mraz. Ena bistvenih groznih stvari je to, da je mraz. Voda mislim, da ima 4 stopinje, noter je že itak mraz, zmrzuje in potem se še kondens nabira in te kapelce dol kapljajo in so še mokri, tako da je bizarno grozen. Torej, kisika ne bi bilo za 96 ur v primeru, da ne bi težko dihal. Ampak kako ne boš težko dihal? Tam lahko doživiš
panične napade, lahko te infarkt zadane od groze. Lahko si predstavljate, da po vsej verjetnosti vsi povprek bruhajo, anksioza, itak boš globok dihal in pa jeza na to, da tisti kaj zraven je v bistvu delno kriv. Pa to so verjetno ljudje, ki so navajeni nekega prestiža in tisti, by the way, ki to iščejo, če koga zanima ta iskalna akcija, predvsem poteka strani Kanade in pa Amerike, ameriška vojska, ameriška Kanada, ameriška mornarica, kanadska mornarica. In ja, marsikdo mi je zdaj pisal in mi še bo pisal, da so zdaj neko posebno motorsko roko dol poslali, ki je sposobna toliko delačiti in jih je sposobna vam privleči, ampak če itak ne vejo, kje so in so lahko kjerkoli, je to še zmeraj praktično brezupno. Se pravi, jaz osebno mislim, da je edina opcija zdaj, da bi kogarkoli ven dobili živega, je to, da je šlo vse dokaj po planu in še kdo ni preživel, tako da je za druge več kisika, tako da kogarkoli obrneš, se mi zdi. Še mečkano posadki, noter jih je šlo 5 in samo 5 jih je dovoljeno, več jih ne bi smelo iti. Torej, 1 milijarder gor je Hamish Harding, potem je Paul Henry Nargeoleta, Shahzada Davuda, Suleiman Davuda in Stockton Rush. Ta Stockton Rush je pa ustanovitelj in izvršilni direktor Ocean Gate, kot sem prej omenila. In ta Rush je tudi že leta 2018 s to isto podmornico izvedel ta poskusen potop, ki je obviously bil uspešen. Harding, ta 58-letni britanski milijarder, ima pač okus za pustolovščino in je šel na let z Blue Originom v vesolje. Je znan raziskovalec, ki ima vsaj 4 Guinnessove svetovne rekorde za dosežke, vključno s tem, da je najdalj časa preživel v Marijanskem jarku, torej na najglobi točki sveta, tako da zdaj niti ni najglobi, kakor je kdaj bil. In pa kao najhitrejši polet okrog sveta, tako da je šel tudi čez oba pola in že 2-krat naj bi bil na južnem polu. Ima pa tudi svojo zadnjo objavo, ki je objavil na Instagramu in povedal, da gre pač do Titanika. Še ena stvar, ki bi lahko že prej povedala, ampak bizarno si pogledati, koliko so oni res neskončno globok, tudi če bi bili pač točno tam. Si tako lahko predstavljate, imate na tej sliki, ne vem, mini Eiffelov stolp in potem te večje stolpe in to kalifo, ki je največja stolpnica na svetu in potem daš to, ne vem, krat tok in ne, pod 4 km priješ dol do Titanika, če so na dnu so tam. Ali pa tukaj vidite na primeru Nargeoletu 77-letnemu nekdanjemu kapitanu francoske mornarice. On je bil dejansko znan kot gospod Titanik, ker je pač opravljal te ekspedicije in on naj bi bil pri tej razbitini 35-krat in tudi že takoj 2 leti potem, ko so jo odkrili, torej en izmed teh primatov. Torej, potem pa britansko-pakistanski poslovnež, to je ta Davuda in njegov 19-leten sin, ki pa naj bi študiral. Pa še ena pomembna stvar, da ne pozabim, ja, vsi mi pišete in tudi je zelo smiselno in zelo smart, da mogoče je to samo odvračanje pozornosti od nečesa večjega. Torej, če vidimo to povsod v novicah in se vrti samo okrog nekih milijarderjev, ja, velika verjetnost, da je odvračanje pozornosti od nečesa. Meni za to primer ni nič manj zanimiv. Je pa vedno tudi ona opcija, da je vse fake in je še vedno odvračanje pozornosti od nečesa. Tako da, če kdo ve, kaj se dejansko dogaja, obstaja velika verjetnost, da se dogaja kaj hujšega, kaj večjega, kaj, ker več ljudi trpi, ker vsi lahko najebemo. Tako da, jaz mislim, da sem večino zdaj povedala, video ne bo dolg, ker pač zdaj grem pa za vas naprej snemati dejanske osnovne zgodbe, origin zgodbe o risankah, ki so nam najdražje, ampak so v resnici čist fucked up. Res fucked up. Tale difuzor je še vedno znižen, pa še za ston poštnino lahko dobite. Če se malo poscrollate po strani, wink wink, tukaj hudo zgleda in dol imate vedno link. Zdaj pa Alien Mama Out, pišite spodaj ideje, I love you. Še več videov imate vedno na TikToku, zato ne rabite biti upisani, ne rabite računa, samo greste na TikTok in na moj profil. Ciao aliens, Alien Mama Out, bye!